Iniciativa za demokratični socializem proti prodaji Cinkarne. V Sedlarjevem so obudili spomin na dogodke izpred 71 let. V celjskem City centru so na svoj račun prišli kolesarski sladokusci. Košarkarji Tajfuna in Hopsov zmagali, Elektra in Rogaška praznih rok. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. Na predvečer vseslovenskega protesta proti privatizaciji je celjski lokalni odbor Iniciative za demokratični socializem v Levstikovi dvorani osrednje knjižnice v Celju organiziral javno tribuno proti privatizaciji. Sodelujoči na tribuni so se še posebej posvetili problematiki privatizacije Cinkarne Celje, ki je eno izmed 15 podjetij, ki ga država v bližnji prihodnosti namerava prodati. Javna tribuna proti privatizaciji Cinkarne Celje je privabila kakšnih 30 poslušalcev, večina izmed njih je bila sedanjih ali bivših delavcev Cinkarne. Zanimalo pa jih je predvsem, kaj bi po mnenju Iniciative za demokratični socializem privatizacija prinesla več kot 100 let staremu podjetju. Če slučajno izgubi Celje to podjetje, se lahko tukaj ponovijo zgodbe, ki jih trenutno vidimo v Zasavju, v Mariboru in drugod po Sloveniji, kjer je pač industrijska baza bila uničena, brezposelnost je ogromna, socialni standard se je pa praktično prepolovil. Na tribuni je spregovorilo tudi precej delavcev, ki so navzočim predstavili trenutno stanje podjetja, v katerem je trenutno zaposlenih slabih 1000 ljudi. Bil je nek načelen dogovor, da uprava in pa zaposleni upravljamo svoje delo, kar smo, mislim, v zadnjih teh letih krize tudi pokazali, saj smo več kot 30 milijonov dali lastnikom nazaj. Kolega zdaj na koncu rekel, da smo se tudi da smo odplačali vse naše kredite, ki smo jih najeli, da smo lahko posodobili proizvodnjo in mislim, da takšno uspešno podjetje, ki ni več samo uspešno podjetje, ampak je v bistvu postal nek slovenski brand, nekako razprodajati, da to ni prava smer. Pri zaposlenih obstaja bojazen, da bodo v primeru prodaje Cinkarne novi lastniki pričeli s politiko odpuščanja in izčrpavanja podjetja. Tako zaposleni kot tudi vodstvo si v prihodnosti želi lastnika, ki bi podjetju še naprej omogočalo uspešno poslovanje. Cinkarna Celje namreč že vrsto let zapored svoje poslovanje beleži z zelenimi številkami. Mi se zavzemamo, da dobimo ene lastnike, ko bo vedeli, ko bo iz podjetje, ko bo imeli neke razvojne ideje, razvojne programe, ko bojo ohranjali pa razvijali podjetje in delovno mesto. Zaposleni in pa sindikat ni proti menjavi lastništva, ampak je proti menjavi brezglave razprodaje. Brez konkretnih ciljev, samo zato, da se bi, rečemo, podjetje prodalo. Tule so tudi govorniki, moji kolegi povedali, da smo zelo uspešno podjetje, da skrbimo za okolje, da skrbimo za širšo okolico in mislim, da so nas te slabe izkušnje v zadnjih 25 letih, saj nas bi morale nekaj naučiti, da ne smemo brezglavo razprodajati premoženja, ki dobro deluje. Cinkarna je zgolj eno izmed 15 državnih podjetij, za katere se išče novega lastnika. Tribuna je bila organizirana tudi kot nekakšen uvod na protestni shod proti privatizaciji, ki je bil naslednji dan organiziran v Ljubljani. Kot prvo opozoriti, da je privatizacija škodljiva in da se tretji krog privatizacije ne sme zgoditi. Drugič, Cerarja in njegovo vlado želimo opozoriti, da so v prvi vrsti odgovorni državljanom, ne pa finančnim trgom in Bruslu. In tretjič, povedati hočemo jasno, da naš namen ni ohranjanje obstoječega stanja upravljanja z državnimi podjetji, ampak da želimo graditi konkretno alternativo, v kateri bodo imeli glavno besedo zaposleni in lokalne skupnosti, ki so od podjetij odvisne. Poleg protesta proti privatizaciji je isti dan v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije potekal posvet podpornikov privatizacije. Kakšen pa bo dejanski izid te trenutno najbolj vroče teme v Sloveniji, še ni znano. Ostaja pa bojazen, da bodo morebitne napake na koncu zopet plačali zaposleni v državnih podjetjih.
Približno 1000 slovenskih partizanov, pripadnikov 14. divizije, je po mesecu dni iz Bele krajine preko hrvaškega ozemlja v noči na 6. februar 1944 pri Sedlarjevem prestopilo Sotlo in s tem stopilo na štajerska tla. V spomin na ta dogodek so konec preteklega tedna pripravili 41. pohod po poteh 14. divizije. O pomenu takratnih dogodkov je spregovoril tudi nekdanji predsednik države. Narod, ki nima spomina, ki nima zgodovine, ki se ne spominja dogodkov, ki so odločali o njegovem obstoju, tudi nima prihodnosti in tudi nima temelja, na katerem bi gradil svojo samozavest, svoj ponos in svoj pogum za prihodnost. Bolj ko se spomin na takratne dogodke odmika v brezčasje zgodovine, manj je izostrena občutljivost za prelomnost vrednotnih opredelitev tistega časa. Manj izostrena se zdi tudi sposobnost primerjati izzive takratnega in sedanjega časa z merili istih trajnih vrednot. Morda obljuba, da se presežno zlo vojne ne bo nikoli več ponovilo, vse od leta 1945 z njenim zmagoslavnim klicem po miru, svobodi, enakosti in dostojanstvu človeka še ni bil na takšni preizkušnji, kot je danes. Nikoli od takrat ni bila tako glasna zahteva večine prebivalcev sveta po svobodni, v miru živeči družbi, po pravični delitvi ustvarjenega bogatstva, po enakosti ljudi, po spoštovanju človeškega življenja in njegovih pravic, po bratstvu med narodi, po sporazumevanju civilizacij, po solidarnosti, medsebojni odgovornosti in odgovornosti do življenja na planetu. Utemeljeno so te zahteve vse glasnejše. Vse močnejša je zavest o ogroženosti teh vrednot, spopadu geostrateških interesov velikih držav, pa tudi v očitni težnji globalnih korporacij, da v interesu velekapitala prevzamejo upravljanje sveta. Zgodovinsko trajna, ne pa tudi že nepovratno uveljavljanja civilizacijska sporočila so na preizkušnji. Morda se prav v času, ki ga živimo, z tega vidika določa prihodnost sveta. Prav zato je potrebno znova zbrati pogum in se upreti težnjam in pojavom, ki nas odmikajo od teh vrednot. Potrebno je tak pogum zahtevati tudi od politikov, ki jim je po volji državljanov zaupano upravljati z našo državo in skupnostjo evropskih držav. Med drugim se je potrebno upreti očitni težnji, da bi globalni spopad s terorizmom, s to kugo sodobnega sveta, ki zastruplja odnose med državami, narodi, kulturami in civilizacijami, zlorabili za grobe posege v svobodo in pravice ljudi z izgovorom, da branijo njihovo varnost. Stara in dostikrat povedana resnica je, da tisti, ki je pripravljen žrtvovati svobodo, v želji, da bi si zagotovil varnost, na koncu izgubi oboje. Izgubi tako svobodo kot varnost. Ne smemo dopustiti, da bi bila ta resnica zavestno spregledovana. Na dan, ko so se pohodniki zbrali na začetku spominskega pohoda, je bil odpovedan pouk v večini šol. Mi gremo v vsakem primeru do 14. in ni se zgodil v 41 letih, da bi kdaj ne šli oziroma da bi datum spreminjali. To ostane in taki smo. Pohodniki so prvi dan dospeli do Prevalja v šentjurski občini. Naslednji dan so preko planine pri Sevnici dosegli pobočja Lisce, v nedeljo pa so pohod zaključili pri obeležju v Gračnici pri Rimskih Toplicah. V City centru Celje je bil minuli teden v znamenju kolesarskih atrakcij. Ves teden so potekale kolesarske delavnice in testiranje novega kolesa s širokimi gumami imenovanega Fat Bike. Teden pa so zaključili z odmevnimi kolesarskimi tekmovanji Pump Track Superstar, ki so ga organizirali že drugo sezono.
Hitrost, neustrašni mladeniči in adrenalin so poganjali minuli teden v City centru. Tole so posnetki zaključnega tekmovanja na progi na gibanje brez potiskanja pedal v BMX in mountain bike kategoriji, kamor se je iz predtekmovanja uvrstilo 16 bajkerjev v vsaki kategoriji. Tekmovanje je edinstveno predvsem zato, ker poteka po zimi. Konec koncev gorsko kolesarstvo ni nek tabu, je pa res, da pa vsakih toliko časa je pa treba javnost opomniti, da obstajamo. Tudi v takšnih oblikah, kot je ta za nami, ne samo v klasičnih, kjer nas vidite na gorsko-kolesarskih poteh, temveč tudi v akrobatskih skokih od zunaj, od znotraj, skratka na vseh pač možnih oblikah za kolesje. To je zmagovalec mountain bike kategorije, ki je hkrati osvojil tudi drugo mesto v kategoriji BMX na 17 let. Na dirkanje po progi ima čisto svoj pogled. Ni nevaren, mislim, meni ni nevaren, meni je bolj nevaren fuzbal. Pač, koliko si navajen, koliko zaupaš v sebe, koliko si navajen, toliko je pa nevarno. Tako da, pa zaščitno opremo moramo imeti, a ne, to pa je, pol pa gre. Obiskovalci so bili nad dirkanjem po progi navdušeni, nekateri so zadrževali dih, spet drugi bi najraje kar sami sedli na kolo. Vse nekih je letelo že, drugič pa fajn se drži proga, pa gume grabijo, tako da je, grejo. Zanimivo je, ja. Fantje so kar pravi. Tudi malo sam vozim gorsko kolo, pa zanimivo je, nisem še nikoli videl v indooru, da bi takole imeli progo postavljeno. Za občutek najhitrejši bajkerji so tale 24-metrski krog prevozili v manj kot 6 sekundah. Koliko koles imajo doma, kakšne nasvete jim delijo zaskrbljeni starši, pa si oglejte v sredini reportaži v oddaji Tedenska izdaja. V 17. krogu lige Telemach je v regionalnem derbiju v Šoštanju Elektra izgubila s Hopsi. Rogaška Slatina je v končnici tekme nesrečno izgubila na gostovanju pri Grosbasketu. Vodilni Tajfun pa je v Hruševcu 87-83 premagal moštvo Šenčurja. Po uvodnih 8-0 v Hruševcu so Gorenci, ki so še vedno v igri za uvrstitev ligo za prvaka, spostavili ravnotežje in že v prvi četrtini povedli za 6 točk. Šentjurčani so hitro prevesili tehtnico na svojo stran in na krilih razpoloženega Iva Držiča jeli povečevati razliko. Najvišja je bila na začetku drugega polčasa, ko je Luka Milovac s prvima točkama v sezoni prednost povišal na 17. Že čez 5 minut je bila domača prednost le še koš in tekma je bila za nekaj trenutkov povsem odprta. Tajfunovci so v 34 minuti preko Emirja Zimića znova povedli z dvoštevilčno prednostjo. Zmaga ni prišla sama od sebe, saj so Šenčurjani v zadnji minuti z 1 od 10 trojk prišli le na točko zaostanka. Nemir pri Šentjurčanih je prineslo slabo izvajanje prostih metov Zimića. Na veselje domačega občinstva je na sceno stopil Đorđe Lelić, ki je poskrbel za 2 pridobljeni žogi in z natančnim izvajanjem prostih metov Tajfunovcem prinesel 15. zmago. Ja, najprej bi čestital fantov za zmago, ne nazadnje. Zmaga je tisto, kar šteje na koncu. Jaz bi rekel tako, mi smo odigrali 2 različna polčasa, predvsem v prvem polčasu. Dobro, mogoče na začetku smo se malo lovili, ampak potem, ko smo prišli v nek svoj ritem, ko smo v obrambi odigrali tako, kot znamo, v napadu imeli energijo, mislim, da smo srečanje več kontrolirali in si nabrali tudi malo večjo razliko. Zdaj v drugem polčasu pa smo mogoče malo preveč ležerno stopili v drugi polčas. Mogoče smo pričakovali, da se bo Šenčur tako na prvi tekmi predal in tiste prave energije ni bilo. Tiste sem malo pogrešil, tako v obrambi kot tudi napadu. Ampak mislim, na koncu, ko je bilo potrebno, smo spet stopili skupaj in pokazali, da imamo pravi karakter in tekmo pripravili, mislim, da dokaj varno potem tudi do konca. Odigrali smo tako, kot smo se zmenili drugi polčas. Se pravi, prvi polčas smo začeli medlo, nismo odigrali tako, kakšen je bil dogovor iz garderobe. Pustili smo, da se razigra Držič, kar smo se zmenili, da se ne sme razigrati. Nismo izkoristili malih faulov, prišli so do lahkih košov in so tako povedali na 14-15 točk varne razlike. Potem pa v drugem polčasu smo strnili obrambo in odigrali tako, kot smo se dogovorili med polčasom. Pa šli v egal tekmo, pač nam na koncu ni znesel, njemu okej. Za nami je odlična tekma. Veliko zaslug za to imajo moji soigralci, ki se niso vdali in se vedno vračali v vodstvo ter zdržali do konca. Kaj menite o svoji igri? Dosegli ste 18 točk.
To je vse zasluga soigralcev, spodbujajo me, zlasti veterani, Drobnjak, Držič in Zimić mi stojijo ob strani in zato se jim zahvaljujem. Na Valentinovo oziroma pustno soboto bosta ob 19. uri na sporedu 2 regionalna obračuna. Na Polzeli bo tekma s Tajfunom, v Rogaški Slatini pa bodo gostili Elektro. Zlatorogovci so prosti in se bodo v miru pripravljali na zaključni turnir pokalnega tekmovanja. Jutri bo v vzhodni Sloveniji delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo v večjem delu Slovenije od -6 do 0, najvišje dnevne pa od 3 do 7 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno, tudi v četrtek bo pretežno jasno, vendar bo vsaj zjutraj in dopoldne v srednji in vzhodni Sloveniji precej nizke oblačnosti. Sicer pa nas menda sončno jasno vreme čaka potem še vse do prihodnjega torka. Če bo res tako, bomo videli seveda sami. Če pa nas boste spremljali vi še v nadaljevanju, pa boste zagotovo v dobri družbi še naprej. Hvala za pozornost in srečno!